moram, sem si rekel, posneti video. Včeraj smo bili 10. oktobra, dan duševnega zdravja. Mislim, jaz se ukvarjam z duševnim zdravjem, to je moja preokupacija, to, da sem tudi na odru, se moram tudi preživeti, ne? Ali pa da še kaj drugega delam, kritično mislim, se izpostavljam v družbenih kontekstih, furam tudi neko politično analitiko, ampak tam, kjer meni pa srce bije, je na področju psihoanalize oziroma v ožjem smislu tudi psihoterapevtike, tam najbolj pomagam ljudem. Imam neka znanja, ki jih drugi nimajo in se pustim nagovoriti. In sem plačal 200 evrov iz lastnega žepa, šel v Maribor. Mogoče ne bi šel, če ne bi imel tam jaz sina, pa vnuka, 1 leto, pa še malo je star, pa sem ga pa zvečer po tem srečanju v Habakuku, tam pod Pohorjem, sem ga tudi videl in smo pa se malo zabavali. Ampak šel sem iz moje moralne dolžnosti, ker pišem knjigo, že imam napisano, sam čakam, kdaj bo trenutek, da bom finaliziral, ko bo kdo pokazal interes. Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. In tam se je zbralo neverjetno veliko število bolj štajerskih psihostrokovnjakov, predvsem psihiatrov, psihologov, psihoterapevtov, socialnih delavcev, tudi z nekega zdravstvenega osebja, medicinskih sester, pa tako naprej. Baje so imeli nekateri brezplačno kotizacijo, se pravi, ni bilo kotizacije, sem pa 200 evrov plačal, oziroma kotizacija, pa še vse, kar stroške smel. Iz lastnega žepa, ker čutim, da moram par stvari povedati, ker imam veliko drugačnega znanja na področju duševnega zdravja in sem padalec iz drugega vica. Ne? In greh bi bil biti tiho. Zdaj se jaz borim sam s sabo, da ne bom imel preveč parhezijski govor, ker tudi v tem Habakuku sem se jaz enkrat pa javil v besedi. In sem, ne bom rekel, da ven padel, ampak me not potegli in sem govoril, ko raztrgan dohtar, tudi kako mogoče mimo seko, ampak tam v tistem adrenalinu težko karkoli izustiš konsistentnega. Ampak par stvari sem pa vendarle povedal. Pa sem se boril, da sem bil tiho, ker je bila ena socialna delavka za tem široko usti, kako ima bipolarno motnjo tipa 2, govorila, kot raztrgan dohtar, se je javljala k besedi. Jaz sem mislil reči, zdaj pa spoštovani kolegi, vi, ki se uradno ukvarjate, bo kdo njej povedal, da ima hipomanično fazo ali pa da je v maniji, da jo bo utišal, ker je bila moteča. Jaz pa tudi nisem potem upal preveč replicirati, ker sem mislil, da ne bojo mislili, da sem tudi jaz hipomaničen, ne, ker imam ta parhezijski govor, to je neustrašen govor, ko povem tisto, kar mora biti povedanega, ampak nimam jaz tega, ne, ker kakorkoli že. 10 ur sem trpel, kot Kristus pripit na križu. Ali kdo je že bil? Ja, ta Jezus je tam verjetno trpel, ne, jaz pa tudi. Ker bi vsako stvar bi komentiral, ker je bila konceptualno popolnoma zgrešena. Predavatelji so bili pa predvsem psihiatri. Ne, pa sem se ji grizel, kje v tisti jezik, ampak me je srbel pa ko hudič. In pa sem prvo predavanje nekako, ki je bilo že konc, a ima slučajno še kdo? Pa dejte še meni, ne bom čist kratek, pa sem se zavlekel v tem ekspozeju mojemu v neko pridigo, ki je bila malo nadležna. Rekoč, vi, spoštovani psihiatri, se popolnoma napačno lotevate, konceptualno napačno, se pravi, pacientov, ker vi s kemikalijami vplivate na živčne sinapse, namesto da bi z uvidom predrugačili psiho. Vpeljal sem Freuda, tudi Krepelina, to je pionir tako rekoč psihiatrije, farmakologije, elektrošokov, ne? Na drugi strani pa Freud, ki je zdravil z besedo. Pa sem probo nekam, zdaj vprašanje, koliko mi je uspel, zdaj, ko pride vodeb tja nekam, ne, to je kar tišina ratalo. To se noben ni upal približati, pa sem si rekel, če se mi kdo približa, pa karkoli reče, verjetno bo pa to ženska, ker je bilo 90% žensk tam, ne. In pride Sanja, o kateri se mi še vedno sanja in bila psihologinja, se mi predstavi,
tudi spet okoliščin je bil tak, da je mogla prisediti k mizi, ker ni bilo prostora drugje. Pa sem rekel, kdo sem pa jaz? Vi ste pa on kontroverzni psihoanalitik. Sem že imel popotnico za debato. Zdaj sva se, mislim, ful pametno izpraševala kot psihologinja. Razložil sem ji Oedipov kompleks moralno razsojanje, karkoli ni vedela, kakorkoli že. Ampak tolo predavanje, recimo, tam je bil en Vinko, pa mu ni bilo Vinko ime, ampak se je tako pisal. Njegova kolegica je pa zbolela, zdaj ni važno, katera je, lahko bi jo tudi imenoval, ampak ni pomembno. Ampak rekel, jaz sem prvič magistriral v Zagrebu, izbega v bolečino. Ne moreš ti zboleti, če imaš plenarno predavanje. Če pa zboliš, te pa psiha uboga. Nekaj nezavednega te toliko muči, da zboliš, da ti ni treba se izpostavljati. Bila je neka psihostrokovnjakinja, verjetno psihiatrinja. In zdaj, če je imela veliko tremo, je zbolela, boš ti. In jo ni bilo. Jaz iz groba vstanem, če me nekdo nekaj pričakuje, da mi je spršel. Če imaš pa veliko dilemo, da to govoriš, ok, lahko si, lahko da ni v vrtec hodila, ne, pa se ne more izpostavljati, ful ima znanja, ampak pred 100 ljudi, koliko nas je tam bilo, pa še več, pa ne more kar stopiti, pa suvereno govoriti. In ji nezavedno pošlje neko virozo in obleži 40 ur učine. Ker je psiha to sproži. In v glavnem, tale Vinko je govoril o duševnem zdravju psihiatrov. Nisem, imel je tak, bi rekel, sivo poprečen seminar, v katerem bi se tudi kakšna medicinska sestra lahko razgovorila. Zdaj pa jaz, pa na koncu pa vendarle, bi pa še jaz pa daleč z drugega vica, pa tako imenovani šarlatan, ki vidim, kje imate vi slepe pege. Nisem rekel, kje ste nori, ampak sem rekel, lejte, po Freudu je izbira poklica simptom. Se pravi, tisti, ki ima problem sam s sabo, gre študirati neko psiho področje. Zdaj, na Univerzi Sigmunda Freuda, torej predavatelji, ki predavajo, vedo, da so študenti Univerze Sigmunda Freuda tako rekoč diagnosticirani pacienti. Biti psihoterapevt ali pa študent psihoterapije, to je diagnoza. Nekdo ima toliko problemov, da gre sam sebe študirati, namesto da bi šel sterapirati, pa potem imel nek poklic. In sebe grejo nekateri študirati, in potem, ker ne morejo pomagati sebi, pomagajo drugim. Korektno, postane lahko dobri psihoterapevti. Isto je psihologi. Če si ti normalni, ne greš kar ti psihologije študirati. Kljub temu, da sem jaz ob tem, da sem bil default, sem bil sočasno še tam na psihologiji, pa se ni dalo psihološko sočasno psihologijo študirati, tako da sem pa te podiplomske študije namenil psihoanalizi. Dobro, da nisem šel na psihologijo, imel etiketo mal moten psiholog. Sem rekel, z vami psihiatri pa ni nič drugače. Tudi vi imate velike probleme same s sabo. Nisem rekel, včasih so vaši pacienti bolj normalni, kot vi sami. To si nisem drznil, ampak tako mislim. In ta Vinko ni nič od tega govoril, da bi rekel, tema je pa bila duševno zdravje delavci v psihoterapevtskih strokah, psihiatri, psihoterapeuti, psihologi. Tudi oni imajo na delovnem mestu lahko psihične probleme, so izgoreli, preveč sočustvujejo, so na udaru agresivnim pacientom, posebej tiste urgence so nevarne na teh Vojnik, Polje, Ormož, Begunje, Idrija, te norišnice, blaznice so jim včasih rekli, in podlegajo nekim lastnim nezavednim procesom, se sesujejo. Covid kriza je bila taka, da so se v bistvu zdravstveni delavci sesuvali, na tapeti so bili pa predvsem psihiatri, psihoterapeuti. In sem jaz rekel, zdaj, veste, med covid krizo je bil potres v Petrini in tam so rekli, so se sesuvale slabo grajene hiše, v temeljih slabo grajene in so se sesuvale. In pa sem tam rekel, veste, psihe se sesuvajo, tudi če so slabo strukturirane iz primarne družine ven. Ko vi, spoštovani predavatelj, niste z eno besedo omenili, da je izbira poklica simptom, tisti, ki gre študirati neko stroko, ima sam s sabo probleme in je za pričakovati, da rabi pomoč tokom svoje kariere, ker je veliko težkih primerov, covid kriza je sploh bila problematična, ko so se
slabo grajene duševnosti sesuvale in so prišli na urgenco po podporo teh psihiatrično-psihoterapevtskih strokovnih delavcev in je bil naval, tako rekoč, pa maske, pa virus, pa tako naprej in so kolabirali, mnogi psihično. Zdaj treba povedati, spoštovani kolegi, saj vi veste, kako ste v bistvu mal zmoteni na neki točki, če ne bi to študirali, ne. Treba je zapričakovati, da se v eni točki lahko sesujete, ker niste ravno trdne osebnosti, če ste to študirali, ne. To popotnico bi moral iti v predavanje. On je pa tam tvezil take, bi rekel, srednješolske dikcije, pa tolažilne, bistvo pa ni povedal. Jaz sem zdaj to povedal, potem, ko sem se jih javil besedi, tudi potem, ko je bil pa za njim en predavalec, en Branko, tam ne vem, kje z NIJZ-ja, iz kje, že 33 let se ukvarja s temi stvarmi, zdaj nek psihiater je verjetno bil, in je propagiral vso to zakonodajo, zakon o duševnem zdravju, resolucijo o duševnem zdravju 1828, ta novi psihoterapevtski zakon, sem rekel, glej ga, ta je pa režimski hlapec. On mora pa tako predavati, kot se od njega delodajalec torej pričakuje. Se pravi, zdaj ta leva scena diktira njegovo predavanje po načelu, zdaj pa daj ti propagiraj vso to zakonodajo, ki jo moramo sprejeti. In tip je en dan prej, in to suvereno on tam pove, padel s kolesom in je pršantu gor. Jaz sem govoril, sem rekel, jaz sem tudi bil na 1000 metrov, brez čelade, ker vem, da ne bom padel. Vem, da ne bom padel, ker nimam nobenega psihičnega greha, nezavednega spotegljaja, da bi padel. Čeprav enih 10 let nazaj sem padel, ampak je bil let na cest, jaz sem padel kot čik. In to 25. decembra, noben butle trajba, jaz pa sem, tam za Božič. Sem padel gor pod mejo, sem si zjebil kolen in ramo, 2 let nisem roka mogel dvigniti. Ampak to nisem psihično. Sej, možno, da tudi ta ni, ampak je pa padel, ne. Kaj bi jaz sem pa tam rekel, ne, se pravi, vi si mogoče nezavedno ne želite predavati tole naročeno temo in morate govoriti, kot psihiater pa veste, da je paradigma psihiatrije spodletela. Mi moramo živčne transmitere spremeniti z uvidom, s pogovarjanjem, s talking curom, ne pa s kemijo, kar dela psihiatrija, kot eklatanten konceptualni zdrs. Tam ne vem zdaj, kako sem to točno speljal, ker sem imel malo tudi adrenalina. Skratka, pol je bil pa tam en ljubitelj denarja, ta je pa govoril, ne bom povedal, bom rekel, David in Goljat. Zdaj, kdo je David in Goljat, pustimo to, ampak govoril tako, kot je Jana pisala 30 let nazaj, izpolnite anketnik, pa boste vedeli, kakšna duševnost ste. S tem, da bi to zdaj pa elektronika delala, pametni telefoni, tablice in bo tam vneseš podatke in te diagnostiko naredi. To je Jana delala, pa te Lady revije, 30 let nazaj. Pa so pa babe obkroževale in jaz sem enkrat rekel, pa to ni toliko slaba stvar, ker nekaj je na teh testih. In tisti, ki testirajo, ne, v bistvu skrivajo svoje teste, zato, ker ti testi ima tudi nekaj zdrse. Oni diagnosticirajo, ti nekaj dajo diagnozo, nekaj ven pride v 5 minutah, računalniški program bi to po tekočem traku še prej naredil, s tem, da je treba odšteti za računalniški program in nekdo si bo omastil brkove, ko bojo ljudje računalniške programe kupovali. No, ta je bil en tak ljubitelj denarja, ki je to govoril, ampak pravim, ti, ki testirajo z nekimi testi, to so bližnjice do diagnoz. Ne da se tako, ne da se, ker ti lahko lažiraš, tam psihopat lažira odgovore, tam, ali pa kjerkoli lahko ti olepševalno izpolnjuješ tiste, tako, da boš ti bolj nobel izpadel. V resnici na psihoterapevtskem pogovoru pa izurjen psihoterapevt po dolgih tednih ali pa mesecih pogovarjanja spozna, da je tip pretegnen. Ali pa ženska, sem rekel, gospa, 2 let k meni hodite, zdaj, če greste vi k psihiatru, vam bo dal diagnozo omejena osebnostna motnja. Ja, saj sem že bila, mi točno to diagnozo dal. Ja, zakaj mi pa niste povedali? Ni sram.
Mislim, jaz sem rabo kar nekaj časa, da sem to odkril, potem sem jim pa po dolgem času tudi to povedal, ker jaz sem proti diagnosticiranju, kar delajo psihiatri na tistem priročniku DSM, Diagnostic Statistic Manual, ali pa MKB, mednarodna klasifikacija bolezni, kar imajo medicinci. Ne? Pol pa medicinsko paradigmo preslikavajo na duševno zdravje. To je absolutni zdrs. Imaš ti telo, pa bolezni, pa imaš pa psiho in psilezni, ne bolezni. Če je nekdo ima motnje hranjenja, to ni bolezen, to je specifika. Ali pa, ok, psilezen, šizofrenija, psilezen, ne pa bolezen. Naj ima telo bolezen. Mi bi mogli spremeniti tudi termin. Skratki, tale je bil ljubitelj denarja, ampak njegovo predavanje je bilo tako, bi rekel, malo zakomplicirano, pa všečno. To je, mislim, razpravljal suvereno, ampak jaz kot poznavalec psihe bi to zadevo lahko komentiral, pa nisem. Nisem, ker ni bilo tako slabo. Pa je bil pa en Avstrijec, Šipk je bil, Šipek, Günther. Ü. Mislim, ta je govoril 1 uro. Vse se ga ni dal nič razumeti. Jaz, če ne bi Nušo Kovačevič Tojnko prej poslušal na Facebooku, ker je pač moja tam frendica, in tista zadeva tam je bila vsaj zgledno predstavljena na slovenskem, po slovensko. V 3 minutah sem vedel, zakaj se gre. Ta Günther, to je pa mlato prazno slamo, tam neke grafe kazal, noben ni vedel, kaj on govori. Govorijo v angleščini. Ampak point je pa tudi bil, da bi se dalo z nekimi računalniškimi programi spremljati razvoj psihoterapije, in potem je nekdo rekel, to je pa znanstvena fantastika. Mislim, dejansko je to znanstvena fantastika, po eni strani, po drugi strani se pa to tudi ne da. Oziroma, kaj se ne da? Spremljati se že da, ne da se pa napovedovati. Ne? To, kar bi mnogi radi, in ta Günther je tam obljubljal, da s tem programom se pa da napovedovati poslabšanja. Ne, nič se ne da napovedovati. Ne, jaz, ker sem poznavalec psihe, ne da se napovedovati akutno fazo, ne vem česa, ali pa ponovni pojav depresije, paničnega napada, tesnobnosti, ker ne veš, kjer sprožilec to sproža, pa kdaj se bo v dejanskem, realnem življenju to pokazalo. Ta Günther nič o tem govoril. Mislim, tako da je to spet en konceptualni zdrs, ampak tu je predavatelj z Gradca, ali skje je že prišel in je tam govoril, ne, bil subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Je pa nam bluzil, po mojem videnju. Ampak ker je tujec, pa računalniško, so vsi gledali, pa je treba kaj bilo vprašati, ben nič vprašal. Razen tale noša ga je ven potegla, da je še malo začela. Sej, pustimo zdaj to, da mi ne bo zamerila. Jaz govorim, ker je to moralno prav. Ena kritična misel, refleksija se mora zgoditi. Ne, tam so bili neki intervjuji, da bi pa mene kjer vprašal, kaj pa na tem seminarju ni bilo v redu. To bi si glavo v pesk dajali, ko noj, tuf, ne vode pa. Enkrat sem bil na teološki fakulteti, prišel, kaj že, Cvetek Hmen, joj, da ne bo tako kritizirali. Vsi kolete ne bom, zato, ker mi je dobro. Ko sem bil pa na Rogli, na študentskih dnevih, ta psihoterapevtsko neko združenje, mislim, tam je tudi glava pekla in s kolumno napisal. To so vsi brali, nisem vse popluval, ampak bilo je slabo. Ideološko kontaminirano s feminizmom in LGBT in sem kolumno o tem napisal. In danes ne bom pisal kolumne, ker je nikjer nimam, sem pa rekel, tale moj video moram posneti, ker je to moralno prav. Kritična misel se mora širiti. Tudi Aljušu bom rekel, Aljuš, na to temo malo posnel neki, ali pa na temo tega psihoterapevtskega zakona. Skratka, potem je bil pa ena, zraven mene je sedela, lepa taka, blondna, štikli, visoki, feminilna psihiatrinja. Nisem vedel, da je psihoterapeutka. Ne, psihiatrinja, da je plenarna predavateljica. In ta socialna delavka, ki je padla ven s to hipomanijo, se je rekel, naj en pove, da ima hipomanijo. Ko sem spet jaz izpostavljal, pa je kar stran gledala. Pa jaz se obračam, ne, vsi mene gledajo, ne bom spet jaz tam polno vred spravljal. Ta je šla gor in jaz sem se na njeno delavnico prijavil, ker je bila njena tema taka zanimiva. Govorila je pa o težavah, ki jih imajo
zdravniško osebje na delovnem mestu, ker pride do neke deeskalacije. To je nek nobel izraz. In ona predava, pa se pa jaz spomnim, da 10 let nazaj, ko sem še smel predavati, predaval sem pa po bolnicah, zdravniškemu osebju, medicinskim sestram, zdravnikom, o njihovem nezavednem čustvovanju na delovnem mestu, ki se mu reče transfer. Transferno se čustvuje kirurg do svoje asistentke, ne, do medicinske sestre, medicinska sestra do njega, ko mi čakata nočne izmene, da se v ta dol dala. V objemu transferja, baje je naša trbovska bolnica ta glavna po dol dajanju osebja med sabo. To sem jaz predal, pa so mi tako rekli v Slovenj Gradcu, vaša bolnica iz Trbovlje je glavna potem. Ker sem zdravnikom in zdravnicam, medicinskim sestram, sem rekel, poslušajte, da vam ne bojo družine razpadale, vi čustvujete na delovnem mestu. Imate pozitivni transfer, če je pa mobbing, je pa negativni transfer. Slovenj Gradec, špicna bolnica, tam gor na Koroškem. Kaj že tam Nova Gorica? Šempeter pri Novi Gorici, špicna bolnica. Ne Gorica, Šempeter pri Novi Gorici. Osebju sem predaval. Ne vem, a sem Izolo, ki je za obalo. Tolmin. Same babe so bile, noben petelin ni prišel mene poslušati. Zdravnice. To sem imel tako predavanje, da sem pa začel pa monokomedije, Seks, Freud in jaz, ker so se babe to krežale. Ker sem zavil znanja v psihoanalitične te traktate, ki imajo malo seksualno obeležje. Govoril sem o nezavednem čustvovanju na delovnem mestu, onstran katerega je transfer. In ta predava isto temo, ne da bi omenila transferja, se pravi čustvovanja, ki se spontano dogodi na delovnem mestu, v povezavi z osebjem in v povezavi s pacienti, predvsem tistimi negativnimi, se pravi agresivnimi. In ona je govorila o agresivnih pacientih. Jaz sem imel predavanje, nezavedno čustvovanje na delovnem mestu, mobbing na delovnem mestu, izgorelost na delovnem mestu in tudi agresivni pacienti po bolnicah. In pa slišim to srednješolsko predavanje, to me glava pekla. Sorry, se upravičujem. Nisem povedal, kako se piše. Čelofiga se piše. Mislim, jaz trpim, ko moram to povedati, ampak pa sem pa tej, o kateri se mi sanja, ker je sanja, sem rekel, to je toliko na nizkem nivoju. Ali pa potem so bili neki Hrvati, psihoanalitični psihiater. Šta ste vi došli, pa vi imate Roberta Toreja, više od njega imate Edwarda Kleina. Nedavno sem kupil knjigo, sam še dobiti jo moram po pošti. Vrhunska poznavalca psihiatrije in psihoanalize. Pa grejo Hrvati, plačajo 200 evrov v Maribor poslušati nekaj, kar je na zelo nizki ravni. Mislim, sorry, da moram to reči, edino, kar je pa bilo poslušljivo, je pa tale predstojnik Jure Koprivšek, ki je imel tudi uvodnik. Mislim, tam uvodnik ni nič, ki je pretesljega povedal, ampak o psihofarmakoterapiji, ki pa govoril o kemiji, ki napada živčne sinapse in ko je možgansko strukturo vinske mušice predstavil. Tako kot imam vinska mušica veliko glavo, milimeter. Milijardo povezav živčnih. Zdaj pa milimeter napram človeške glave. To je 100 milijard povezav živčnih. In tudi tale predstojnik Koprivšek je povedal, da ni variante, da bi kdajkoli iznašli tako tableto, da jo ti požreš in bo točno v tisti segment 1:100 milijard, da bo to tableta taka, da bo točno tam prijela, kjer simptom potem ugasne. Ker ko ti požreš kemijo, tablete, zdravila jim rečejo, smisel upiti tam gor, ko govorite zdravila, če neč ne zdravijo, blažijo simptome. To so tablete, ne pa zdravila. In rekel, ne moramo najti tako učinkovite tablete, zdravila, da bo prijela na točno enem segmentu anomalij v živčno-transmiterski strukturi. Vse je lepo govoril, koristno predavanje. Ampak človek je psihiater. In zdaj bi se mogel še z njim kregati. Sem šel na njegovo delavnico. Bil tudi malo razočaran, ali pa fejst. Pustimo zdaj še delavnice, ampak
ta je izpostavil dilemo, kako kemija ne more najti ustreznega segmenta v živčni strukturi, sinaptični, možganski strukturi, je to velik problem. In kaj pa je problem? Problem so stranski učinki, moš pa ti z drugo kemikalijo pa blažiti stranske učinke, ne, se pravi, banalno rečeno, če ti požreš nek antidepresiv ali antipsihotik, anksiolitik, karkoli, ima stranski učinek tudi, da ti pade libido. Pa moš pa še Viagro noter dati, da bo hidravlika delala pri moških. Babe se zredijo, tike dobivajo, ne. En dan prej je bil en pri meni s tiki, ker je antidepresive žrl. In pa ga je premetaval, ne, odkje pa, sliko, ste na tabletih, ja, pa grem, sem dol šel. Ampak kemikalije dolg cajta ostane v telesu, pa ga je premetaval tam. Verjetno kot stranski učinek pa zdravil, antidepresivov. Mislim, to bi se mogli tam, jaz sem rekel, pa dajte vi povabiti, ko sem imel 5 minut tam, sem si jih vzel, pa je bilo v resnici 2 minuti. Dajte vi povabiti padalce iz drugega vica. Jaz sem z drugega vica in jaz vidim, kje imate vi slepo pego. Jaz vidim, kje ste vi nori. Ne se med sabo gledati ogledalo, koliko ste vi fajn. Dajte nekoga vprašati, kje vi niste fajn. Ne, to, da bi jaz predaval, to se svet podre. Pa so še tako, sem rekel, jaz sem status šarlatana. Nisem pa dodal, ampak znanje vas tlele mi ne doseže do kolen. Ok, tukaj samo všeči nisem bil, čeprav si to mislim. Sem se razgovoril. Pa sem šel pa v te delavnice. Ta prva delavnica je bila tam, kjer je pisala psihoanaliza. In jaz grem, spet ne bom povedal, kjer je bil, ker je bil en papak, ali kaj bi rekel, da je bil. To nič od psihoanalize ni bilo tam. In tam je bila ena igralka, solidno igrala. In potem bi mogel nekdo hliniti, pa zdravnico, zdravnika, medicinsko sestro, in so tam iz publike šli gor, in ona je igrala nadležnega agresivnega pacientko, in ona se je pa branila, pa imela adrenalin. Ja, kako govoriš, da imaš adrenalin? Naročena si, da moš to reči. Če igra, nobenega adrenalina ni bilo. Imajo pa to osebje in zaradi tega tudi izgorevajo, dobivajo čir na želodcu, ker so tiho. Ker potem pa je publika šla pa ena, ki je bila pa tam vljudno tiho, jo je umirila. Pa rekla, se jaz navajena teh pacientov. Jaz spet nisem roko tam dvigoval, ampak pa sem šel pa hej. Sem rekel, gospa, vi ste izgoreli, če ste tegala navajeni, ste vi izgoreli. Malo vam je mar, to je simptom izgorelosti. In tam papak pouči, kako je treba biti miren. Sem že roko gor, ne bom, ne. Ja, če boš miren, boš dobil čir na želodcu. Ti moraš enemu tam, ki je akutni psihotični fazi, vendarle nekaj povedati. Ali pa agresivnega pijanca, ki ti tam pride, pa bele miške halucinira, ga moraš umiriti. Ti kuri energijo, čir na želodcu dobiš, če mu ne poveš tist, kar mu gre. Ali pa kličeš, ne vem, urgenco, pa dajte ga v prisilni jopič. Ne vem, biti vljuden, ko mu en šamar stisno, to se ti čir na želodcu dela, ker premlevaš tukaj in še v želodcu in čir dobiš. In so čist napačno inštruirali. Par stvari sem jaz nakazal, ne, pa pejte vi gor. Pa še on, kdo ima pogum? Sem rekel, čakajte malo, jaz imam pogum, ampak nisem pa tako butas, ne, mislim, tako sem rekel, jaz sem tako pameten, da nimam placa za lastne korenine. Če grem jaz gor, jaz vem, kaj bi mogel govoriti, da bi pacienta, ker imam take, umiril, neutraliziral, bi utihnil. Sem ta igralka se je naučila nekega agresivnega nerganja, ona bo nergala, pa jaz lahko najboljši pristop pri neutraliziranju agresije uporabim, jo hipnotiziram, jo umirim, ne, sem par trikov tudi povedal, ampak ona bo še vedno igro igrala, se je naučila. Noben pacient ne bo odreagiral tako kot ta igralka. Pa ona, a sem jaz slaba igralka? Ne, niste slabi igralka, ampak pacient ob mojih besednih intervencijah v njeno agresivnost drugače reagira, kot vi, ki ste se vloge naučili, da morate nergati. Pa nam ni bilo nič jasno. Jaz sem rekel, poslušajte, jaz sem igralec, meni ni problem odigrati. Tam gor, če imam 1000 iger. Sigmund Freud, seksolog, pa razočarana gospodinja. Jo terapiram 1,5 ure, meni ni problem odigrati. Ampak vmes odigral tisto, kar vidim, da bi ta vloga
agresivne pacientke terjala, bi jaz nekaj povedal, ona bi še kar žlobodrala po scenariju, ki se ga je naučila doma, ki se je učila vlogo. To sploh ni bila pacientka, bila je pa dobra igralka. Da ne rečem Varga. Na naslednji delavnici je bil pa Varga, Debevc iz naša mala klinika. To je suvereno odigral, super. Kiksno pri enih zadevah, ampak ko sem hotel dopovedati, ni štekel. Spet sem stegnil jezik, ker ni, kupica stvari ni bilo prav. Če sta bila 10 metrov narazen, sem rekel, koma ta berlinski zid, pa kitajski zid vmes, ali ocean, bežta skupaj. Ne? Doktor, psihiater, pa agresivni pacient. Tam sem jaz videl, dobra vloga naštudirana, vse živo sem videl. Od tega, da je kastriran, uh, mobbing pomeni kastracijo. Ne? Se pravi, samo na šiht kurca odreza z jajci vred, on se počuti kastriranega, govoril je stvari, da sem ugotovil, da ni imel očeta, upeljal je teorije zarote, ker, ne vem, upeljal je pristanek na Luni, ki je bil 7 let star, rekel leta 68, 69 so na Luni pristali. Oj, sem se zmotil. Pa ni to problem. Teorija zarote se v človeka naseli, ko so tebe zavali starši kot avtoritete v povezavi s prihajanjem na svet otrok. Tudi citiral sem dva spisa, 1907 pa 8, o seksualnem razsvetljevanju otrok, pa infantilne seksualne teorije. Pa to ni bilo bistveno, ampak to, da sem jaz vedel, o čem govorim. Teorija zarote ima svojo etiologijo. Debevski je skriral pač vlogo tega pacienta, ni tega vedel. Psihiater, sorry, tale Koprivšek, to je sedel kot kup nesreče. Mislim, to, če psihiatri tako delajo, pa še komentar pa je bil, ne, tam ta čelo figa je rekla, veste, drugi pristopi so drugačni, ne, češ, psihoanalitični pristop k pacientu je drugačen kot psihiatrični. Itak, da je drugačen, sam kaj pa zdaj to pomeni, da psihiater narobe dela? On ga mora o otroštvu vprašati. Kje, kaj ste bilo, sem rekel, meni 20 strani si kurikulum vitale napišejo o otroštvu, da jaz vidim, kako je on ranjen, preden se jaz tam pogovarjam z njim. Nič od tega ni bilo v tej psihiatriji tam izpostavljenega. Zato mene glava peče. In zato moram jaz izdati knjigo Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo, ampak ne morem to samo založbi delati. Eden bo pokazal interes, pa bom knjigo izdal. Sem se razpizdil. Evo, sem rekel, da tole moram posnet. Sem dobil certifikat. Tik. Diploma ali kaj je to, potrdilo. Pa tole vse, skratka, kakorkoli že. Tale video sem danes dan potem posnel, ker se mi zdi, da je to moralno prav. Mogoče bom to posnel z Aljušem, bova posnela tudi v Faktorju. Lepo, da ste me poslušali do konca. Če se vam zdi, da so teli moji videi koristni, dajte mi donirati, če ne bankrotiral. Čau.